Jo, smo Davor in Andraž za Svitek TV in danes smo vas za vas video, za katerega sva se že res zelo dolgo časa veselila, da ga bova lahko posnela. Od Samsung Slovenija in Millennium promocije njihove agencije sva končno dobila na sposojo dva njihova top telefona. Obično S23 in S23 Ultra. Za S23 se v medijih govori, da ni neke velike razlike napram lanskoletni S22 liniji, da se Samsung letos ni preveč sploh potrudil, da bi vpeljal novosti. A pa ti mu res tako? Se vsem splača kupiti ta telefona? Se. Sploh Ultra, ker so novosti pod pokrovom, ne v izgledu in je razlika res opazna. Ostanite z nama še naprej, da boste izvedeli kolikšna. Če pa vi hočete narediti razliko, se pa hitro naročite na ta najin YouTube kanal in naj jo spremljate na vseh spodaj označenih omrežjih. Z vašo podporo sva res zadovoljna in res cenjena. Zahvaljujeva se tudi agenciji Millennium Promocija in Samsungu Slovenija, da sta nam posodila telefona in nama omogočila sploh tale video posnet. Ampak kakor najni gledalci že veste, čeprav so telefoni sposojeni, je ocena in mnenje o njih samo najino. Zdaj pa dosti voda, pojmo na bistvo in recimo ene par besed o teh dveh telefonih. Začnimo z obično S23, ki je veliki brat Ultra, žal praviloma vsak let zasenči, ker vsi govorijo samo ta večjega telefona, o katerem bo sicer tudi midva več rekla v nadaljevanju. To se nama ne zdi prav, da jo zasenči, ker je običen S23 zelo dober telefon, ki vam pri osnovni konfiguraciji za 950 € ponudi skoraj vse kot veliki brat. Ima sicer drugačen dizajn, manjši in manj kvaliteten zaslon, manjšo baterijo in načeloma slabšo kamero, ampak a so te stvari toliko slabše, da morate nujno kupiti Ultra? Ne, za večino uporabnikov bo S23 več kot dost. Davor, a jim bova povedala zakaj? Ok, no, če gremo kar najprej na dizajn velikost. Torej, odkar sva ga dobila na test, so od veliko folka dobila komentarje v stilu mater je podoben iPhonu. To je res, ker ima še bolj odrezane robove kot lansko let in še bolj podoben iPhonu kot lanskoleten S22, kar pa je čisto dobra stvar. Ta telefon je namreč veliko bolj udoben za rokovanje kot Ultra, kjer imate nekak stalen strah, da vam bo spozil iz rok. Pri S23 pa ne. V roki je udoben, s palcem lahko praktično dosežete vse konce zaslona, ki meri samo 6,1 inča. Nenamernih dotikov tako skoraj ni in tudi sam dizajn nama je še zmeraj lepši od Ultre, ker res gleda kot futurističen steklen sendvič od telefona, kakor ste ga recimo naprimer videli v serijah, kakor je Black Mirror. Če hočete imeti udoben in predvsem lahek telefon, ki ga hočete shendlati, pa je to telefon za vas. Hello, you. Pejmo kar naprej, pa na baterijo. To je na tem telefonu res opazno boljša kot na lanski S22. Če se še spomnite, je bila lansko let baterija ena od slabosti obične S22, ker se nisi mogel zanesti na ta telefon, da bi ti zdržal do konca dne. Pri tem telefonu noben problem. Ko moč zdrži cel dan in po moje zdrži glihajne to, kot lansko letna S22 Ultra moja, ki pa je imela že itak večjo baterijo kot letošnja obična S23. Ta telefon je tudi isto hiter kot letošnja Ultra, oba imata namreč Snapdragonov čip 8 Gen 2 Galaxy Edition. Letos je ta čip povsod, nobenega Exynosa globalno, nič. Samo Snapdragon, prirejen za Galaxy. Pomembno je pa tudi, da ni nobenega favoriziranja na ta način, da ima večji brat boljši čip, ker imajo vse tri variante S23 linije istika. Tebe gledava Apple, dobro veš, o čem govorijo, veš, kaj delaš. No, kaj pa pomeni ta čip v praksi? To, da obična S23 leti čez vse aplikacije, ni skoraj nobenega zatikanja, nobenih bugov, stvari samo delajo in to nama je všeč, ker je Samsung res optimiziral ta telefon, tudi animacije so letos gladke in so na nivoju Pixel 7 linije, kar je super. Tudi kamere so dobre. Senzor pri glavni kameri je velikosti 50 megapikslov in zajame res kvalitetne fotografije. Kar se tiče tega, ima sicer Ultra napram navadnemu modelu res prednost, ker je pač tam senzor pri glavni kameri velikosti 200 megapikslov in lahko zajame veliko več podrobnosti. Če uporabite pač ta način slikanja sploh, ampak spet, za povprečnega uporabnika v navadnem načinu skoraj da ne bo razlike. Ta se bo pojavljal v primerih, če boste recimo zajeli fotko in šli s prstem razširjati, da bi kropali in približali na podrobnosti. Tam sigurno je razlika, nava lagala, ampak res bi mogli imeti oba telefona enega zraven drugega, da bi to videli. Večja razlika pa je sigurno, če dejansko snemate v zoomu, kjer Ultra povoz ne samo obično S23, ampak tudi večino konkurence. S23 dela tudi zelo lepe selfije, zelo dobro ločitvijo med subjektom in okolico, ki je v samem vrhu po kakovosti med telefoni. Isto je tudi pri ultra širokokotni fotografiji, kjer ni večjega opaznega popačanja po robovih fotke. Tudi video je sicer Samsung konkretno izboljšal in tudi obična S23 omogoča snemanje 8K videa do 30 fps.
Povedala sva veliko lepih stvari, a pa so tudi kakšne slabe. So. Prvič, baterija na tem telefonu je dobra, ampak spet ni tako velika, da bi vam lahko telefon zdržal 2 dni brez polnjenja. Če ga boste pregnali do konca dneva in imeli še malo rezerve pred spanjem ali pa do zjutraj, bo že zelo dobro. Drugič, ta telefon se ne fila hiter. Gre za isto pomanjkljivost, ki jo bo očitala tudi Ultri, ampak drži tudi pri temu telefonu, ki si fila še počasnejše, se mogoče samo 25-vatno hitro To polnjenje. vsaj po najnem mnenju v letu 2023 ni več hitro, ampak čisto običajno polnjenje, vsaj pri flagshipih. Pa tretjič, zaslon je samo resolucija 1080 pik. Ja, veliko smo rekli, pa sej sploh ne paziš razlike med 2K resolucijo. Nima veze, če telefon stane skoraj jurja, ne ima 2K resolucijo zaslona. Pa ne zato, ker jo uporabnik rab imeti, ampak ker si jo glede na ceno zasluži in ne ima s tem izbiro, če hoče uporabljati višjo resolucijo ali pa ne. Pa še četrtič, telefon ne dela dobrih makrofotk, ker ne kropa iz ultra širokokotnega objektiva kot ultra, tako da je slednja edini telefon v S23 liniji, ki je to sposoben sploh slikati. Običen S23 je torej nasplošno zelo dober telefon, zapakiran v eno celoto, ki preprosto dela. Je telefon, ki je dobesedno priročen, kjer se lahko zanesete nanj, tako pri bateriji, kar pri kamerah, kot pri uporabniški izkušnji. Je pa sicer še zmeraj dosti drag. Na trgu komot dobite Androiden telefon, ki je bistveno cenejši, je pa res, da ni skoraj telefona v Androidnem svetu, ki bi bil ta trenutek za tako ceno bolj izpiljen in imel take spekse, kot jih ima tale. Točno to, Davor, dobro si povedal. Izpiljanje. Letos sicer res, da če na hitro in na zunaj pogledaš, ni nekih ogromnih razlik napram lanskim modelom, ampak so pa dodali in izboljšali kakšne malenkosti in ga s tem samo še dodatno izpiljali. Če lahko počakate na kakšno akcijo in dobite zraven še slušalke ali pa uro, ga samo vzemite, resno. Zdaj pa pojmo še na telefonu, o katerem ste vsi hoteli slišati, ko ste kliknili na ta video. Na njegovega večjega brata S23 Ultra. Ta telefon je res neverjeten. Res pač, ko ga držiš v roki, se zaveš, da gre za izkušnjo, ki je trenutno, ne glede na kakršenkoli drug telefon, ne glede na znamko, najboljša. Eni ocenjevalci temu telefonu rečejo kralj med androidi. In ko ga enkrat sprobaš, lahko hitro dojameš zakaj. Sem ga sam dobro sprobal, tako da vem iz izkušenj. Tudi za Ultra se je tako kot za navadno verzijo govoril, da gre samo za len copy-paste domače naloge iz lanskega leta in mogoče na prvi pogled res celo deluje tako. Zanj je praktično identičen, samo da ima zaslon manj krivine in je bolj na ostro odrezan na robovih. Mimogrede, to je za uporabniško izkušnjo boljš, ker na ta način lažje pišete z S-penom, brez da bi vam kar nenadoma zdrsnil z ekrana, pa še telefonski ovitki vam bolj zaščitijo napravo. Vse ostalo pa je spet na pogled praktičen, isto kalanski let. Ampak aj res? Videz namreč lahko vara in poanta S23 Ultra ni v tem, da bi Samsung hotel z njo predstaviti nekaj čist novega, ampak da bi izboljšal tiste stvari, ki so pri S23 Ultra mogoče manjkale. Če smo čisti iskreni, zakaj bi sploh rabili nekaj dosti spreminjati, nekaj, kar je bilo že en let nazaj odlično. Sam še zmeraj, bile so določene stvari, ki bi bile lahko na lanskih telefonih boljše. Recimo, Gospod profesor. Procesor na telefonih v Evropi pa drugi bi bil lahko boljši, trajanje baterije bi bilo lahko boljše in gladkost uporabniškega umestnika bi bila lahko boljša. Z veseljem vam sporočava, da je Samsung v večji meri odgovoren na te kritike in na trg letos lansiral telefon, ki je še en korak bližje popolnosti. Zraven dodal pa par novosti, da se že mer lahko reče, neki stvari pa je drugačni. Najbolj opažna letošnja sprememba je trajanje baterije, ki je res opazno boljše napram lanskem letu. Iz čisto osebne izkušnje, ki so imela pri tem telefonu. Videla sva ga filala samo do 85% zaradi ohranjanja zdrave baterije, pa nam je še vsem zdržal 1 dan in pol. Če bi ga pustila, da se nafila do 100%, bi po najnem mnenju kamot zdržal 2 dni brez polnjenja. Ja, dejansko se letos tudi ta procesor toliko pozna na bateriji. Baterija je tako dobra, da je Samsung letos po zelo dolgem cajtu končno lahko tekmoval z iPhone 14 Pro Max v tem, kjermu telefonu bo dlje cajta zdržala baterija. Valjda, od Appla vzdržljivost je še zmeraj bolj impresivna, glede na to, da ima 14 Pro Max noter manjšo baterijo, kot pa S23 Ultra, katere velikost je 5000 mAh. Ampak še zmeraj, temu telefonu baterija res traja in to je zelo, zelo, zelo dober. Druga stvar, ki je letos nova in to na zelo dober način, pa je to, da je Samsung, kot so že prej omenila, po celem svetu na vse svoje telefone S23 linije dal enoten čip Snapdragon 8 Gen 2 Galaxy Edition in to pomeni načeček si nosa. Ja, končen, hvala Bogu. Predolgo smo čakali, ampak smo dočakali ta dan in zaradi tega je ta naprava veliko boljša. Mogoče se bo enem zdel, da pretiravava, ampak
Zaradi tega procesira telefon, bolj procesira fotke, boljšo baterijo ima in to je tudi ta glaven razlog, da je ta baterija tako dobra. Gen 2 je namreč energijsko zelo učinkovit čip, veliko bolj, kot bi Exynos lahko kadarkoli sanjal in je še bolj učinkovit kot lansko leten Gen 1 Plus, ki je sicer že nakazal korake v ta pravo smer, pa ne samo to. Sam Snapdragonovi čipi so na letošnjih S23 optimizirani posebej za Galaxy naprave in imajo celo malo višji takt oziroma clock speed od tistih, ki niso vključeni v S23. Če zraven dodate še to, da je letos Samsung na Ultra dal večjo parno komoro za hlajenje in rezultat je to, da se telefon sicer res segreje, ne rata pa več nikoli neprijetno vroč, kar je predvsem dobro, če ga uporabljate za gamer. Pa ne samo to. Zaradi manjše toplote se bo baterija počasneje degradirala, kar pomeni, da bo bolj dolgo obstojna, manj bo toplotnega zaviranja, ki bi vplivalo na performance telefona, posledično pa bo se lahko več let obdržal napravo. In ker smo že pri performancu, Samsung je letos izboljšal animacije. Pogosta kritika je bila namreč, da je One UI sicer res dober uporabniški vmesnik, da pa ni po občutku tako gladko, kot so recimo iPhoni. No, z One UI 5.1 posodobitvijo so animacije občutno hitrejše in se manj zatikajo in se zdaj po gladkosti lahko mogoče celo primerjajo z iPhonami in Huawei-ovimi. Pa ne samo to, telefon se praktično ne zatika, ko so ga testirala. Je brez problema odpiral vse aplikacije, ki so ostajale prižgane v ozadju, multitasking, ki je bil gladek, telefon imel skozi odličen signal in hiter prenos podatkov, v glavnem brez enega samega problema. A ja, pa tukaj so tudi malo kopirali iPhone in dodali funkcijo, da lahko na hiter iz slike izrežete subjekt, s tem, da prst malo zadržite na njem in ga lahko tako zakopirate v zapiske, a pa sam se malo igrate z delanjem neke grafike. Res zabavno, ker sploh zraven imate še S Pen. Pohvaliti pa mora tudi dejstvo, da letos pride osnovna konfiguracija za 8 GB RAM in 256 GB notranjega polnilnika, namesto samo 128 GB notranjega polnilnika in prav je tako. Če plačate premijsko ceno za premijski telefon, kjer lahko snimate 8K video, ki bo požrl ogromen plac, pa 200 megapikselske fotke, pa ste upravičeni imeti tudi cenejši telefon z dosti polnilnika. Čeprav se mi meni še vseeno osebno zdi teh 8 GB RAM še vseeno malo premalo, po mojem bi mogli kar imeti 12 GB direkt. Ker se tiče fotk, ni sicer tacga ogromnega napredka, razen 200 megapikselskega načina, so pa letos te manj ostre in so malo bolj prijetne za oči. Tudi zdi se nam, da je Samsung letos vseeno malo oladil z barvno nasičenostjo fotk, še zmeraj sicer niso tako naravne, kot recimo od iPhone ali Pixla, samo so pa vseeno manj nabite z barvo, ker bo enim boljš, drugim pa ne. Zdaj, če hitro omenjava način 200 megapikslov. Fotografije v tem načinu so res polne detajlov, lahko zoomirate v fotografijo, ki ste jo zajeli od daleč, pa lahko še zmeri full kropate v fotko in bo komad podrobnosti. Morate povedati, da fotografiranje v tem načinu zavzame kar veliko placa, pa tudi telefon še kar nekaj cajta po slikanju procesira fotka. Tako da vam bolj priporočam en sweet spot, ki je način 50 megapikslov, ker boste imeli še zmeraj veliko podrobnosti, tam fotke ne bodo zavzele toliko placa. Tudi video je letos strani Samsunga dobil nekaj ljubezni, se je veliko bolj stabiliziran in podnevi je skoraj enak kot iPhone, po noči še zmeraj mogoče iPhone boljši, ker se noter prikrade več šuma pri Samsungu, je pa res, da Samsung bolj shendla odboj leč oziroma tako imenovane lens flare. Kaj je še novega? 8K video, ki je dejansko uporaben, se ga je Samsung letos omogočil v 30 fps-jih, medtem ko je bil prejšnja leta sam do 24 fps-jev. Poleg tega letos pri 8K video manj kropa v prostor, bolj je stabilen, ko ga predvajate, res opazite tudi veliko detajlov in zvočniki. Ja, zvočniki so letos tudi opazno boljši. Samsung je v preteklosti namreč slovel po ful dobrih zvočnikih, ki so bili sicer tudi zadnja leta dobri, ampak se je že malo zdel, kot da jih Samsung zapostavlja. Ampak ne, letos so bolani. Sploh če sprobate Spotify ali pa Apple Music z Lost Audijem, res opazno boljši. Res hudo. Prednost je pa tudi v tem, da je pač telefon velik, kar pomeni, da so zvočniki zaradi prostornine pridejo nekako tudi bolj do izraza in so polnejši, a ja pa valjda ne smemo pozabiti na S Pen. Je zelo fajn za delanje zapiskov, ki jih daš lahko na zaklenjen zaslon, fajn ga imeti tudi za podpisovanje dokumentov, pa zajemanje skupinskih fotk ali pa kakšnikoli drugih zapiskov delati. Ta najboljša stvar pa je, da je pisalo že del telefona in če ga dejansko uporabljate, res spremeni vašo izkušnjo uporabe telefona. Če pa ga ne, ali pa skoraj pozabite nanj, pa res ne kupujte Ultra samo zaradi tega, ker ni odločilen faktor, ga je pa sigurno fajn imeti za vsak slučaj. Sem spet Andraž.
A to pomeni, da je vse v zvezi s tem telefonom popolno? Itak, da ne. Noben telefon ni popoln in tudi pri njemu lahko ene par stvari poveva, ki naj jo motijo. Prvič, v škatli ni polnilca. Ja, veva, da tega ne počne sam Samsung, ampak sorry, za tak drag telefon, kakor pri iPhonu rečejo, bi pričakoval, da je to osnovna stvar, kakor je polnilc v škatli. Drugič, tudi če uporabite ta prav kabel in kupite ta prav polnilc, hitro polnjenje še zmeraj ni tako hitro, kot pri marsikateri konkurenci. Se 5000 mAh veliko baterijo nafila v dobri uri. Če pa nimate hitrega polnilca, pa rab večkrat uro in pol. To je dolg cajt, sploh če vzamete v obzir, da je te dni ven prišel telefon Realme GT3, ki se z 240-vatnim polnilcem od 0 do 100% nafila v 10 minutah. Tretjič, ta telefon je res ogromen, posledično dosti štorast, tako da ga boste se mogli navaditi držati, plus to, da boste dostikrat mogoče po nesreč z dlanjo nenamerno sprožili kakšno stvar na njem, ampak res, ta telefon je res dober. Kakšna je torej sodba? A se vam splača kupiti S23 Ultra in za njo plačati jurja 400 €, kolikor stane osnovna varianta? Mimogrede, najdražja varianta z 1 terabajtom spomina stane kar 1820 €. Odkrita bova, telefon je res drag kot žafran in ni za povprečnega uporabnika, ki rabi telefon za gledanje videov, prebiranje mailov, pa surfanje po Instagramu. Če pa ste zahteven uporabnik, biznismen, influencer ali pa programer, je pa to telefon, ki praktično obkluka vsa polja in vam bo to naložba za najmanj 5 nadaljnjih let. Je full drag telefon, ampak res tudi full dober. Letos je tako dober, da me bi prvičkrat predlagala, da lanskoletno S22 Ultra zamenjate z njim. Toliko je napredka. Je pač drag in zato jaz v bistvu ne bom spremenil še letos, čeprav me full mika, sploh zaradi Snapdragona. Ja, feel you Davor, feel you me. I'm kidding. It is Sarcasm 101. Telefonov Samsung Galaxy S23 in S23 Ultra. Kakor ste videli, pri njiju ne gre za nepomemben update, se pod pokrovom skrivata stvari, zaradi katerih sta konkreten napredek od lanske S22 linije, pa čeprav na hitro nekako ne delujeta tako. Midva sva res vesela, da sva jih sprobala in priznava, da je skušnjava, da bi šla drugače oba na S23 Ultra letos kar velika in mislila, da tudi upravičeno. Žal moram pa dva telefona vrniti Samsungu Slovenija in agenciji Millennium Promociji in se jim tudi hkrati še enkrat zahvaljujejo, da so sploh omogočila izposojo tega telefona. Cenjene gledalke, dragi gledalci, če imate še kakšno vprašanje o telefonih, nama je prosim spišite spodaj v komentarje. Midva se za danes od vas poslavljava in se že kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!